zapuščene hiše, ponošen tekstil in obleke za predelavo. Ko so odpirali zapuščene hiše, se je na ulice zvalila zatohla vlaga. Udušena postana vlaga, kakor ustvarjena iz starih stopljenih pralnih milj in posušenega tekstila. Modna oblikovalka Sara je odpahnila lesena vrata, ki so se v starih ležajih zarežala in zaškripala hkrati. Zagledala je srajco v polmraku. Satenasta bela moška srajca je visela pod stropom, zataknjena na prečnem tramu, ki je za svojo globoko rjavo barvo govoril o starosti te kamnite hiše. Poudarjena belina srajce je v večernem mraku in ponoči dajala vtis, kakor da bela barva plava v mraku, kakor da je belina priplavala iz globoke temine, kakor da je akvarelna risba, ki se najbolje obarva znotraj hiše. Bela packa privida. Bila je to srajca pokojnega deda. Po narodnem običaju so jo obesili v prazni hiši. Varovala jo je pred nevidnimi obiskovalci, nepovabljenimi, ki bi se lahko nastanili v hiši. Po narodnem izročilu je odganjala demone in ostalo črno nižjo laznino, ki bi se lahko nakotila med temi domačimi zidovi. Ob pogledu na plapolajočo srajco je Sara začutila, da je ta srajca pravi spomenik tukajšnje opustelosti in zavrženosti. Ker je bila vas na makedonsko-bolgarski meji popolnoma zapuščena, so se številni pogledi na razobešen tekstil nabrali v šopek zvedavih pogledov modnih oblikovalcev. V hišah so visele ženske rute, bluze, srajce, telovniki in tudi zimski pastirski kožuh iz grobe ovčje volne, ki je seval starosvetno energijo. Francoska modna agencija se je naposled s pomočjo lokalnih oblasti dokopala do tekstila, ki ga bodo predelali ali ga po starem kroju, starih šivih na novo ukrojili. Modni oblikovalci so s pogledom na ponošen tekstil jemali okvirno mero za obleke, ki bodo nove ali predelane. Neuničljiv star material, poglejte, tukajšnja svila in bombaž, tukajšnja preja. Tako so se modni oblikovalci veselili po hišah, ki so jim opustele ponujale nov vir navdiha. Ne dotikaj se je! Je za Sarinim hrbtom glasno zasrepel glas, kakor da bi kača strupenjača siknila v praznem prostoru. Vas le ni bila tako zapuščena, kakor se je na prvi pogled zdelo. Za njenim hrbtom je stala starka z masivno rogovilasto palico, pokrita v sivo naglavno ruto in oblečena v belo srajco z dolgimi rokavi, ki jo je te julijske dni hladila.
Starka je dvignila leseno palico in gledala, kakor ptica ujeda pred napadom. Sara je čutila hlad na hrbtu in Starkina palica jo je želela doseči. Starkin obraz je bil obraz razpokane in presušene makedonske zemlje. Imamo dovoljenje oblasti za vstope v hišo, je izgovorila stavek v zveneči francoščini, ki je v trenutku pobarvala samoto v hiši. Glede na srhljivo vzdušje, ki ga je prinesel Starkin nepričakovan nastop, je Sara premogla veliko samozavesti in odločnosti, da je povedala nekaj, česar Starka prav gotovo ne ve. A pred njo je bil obraz peščene zemlje, stkan iz suhih travnatih bilk, ki so se komaj vidno premikale v vetriču. Bil je le obraz razpokane makedonske zemlje. To je od neprespane noči in preveč napetih živcev, si je mislila Sara in potežkala moško srajco ter še enkrat pogledala čez prah hiše, če morebiti staruha ne grozi z rogovilo tam naokoli. Ko so se kasneje modni oblikovalci zbrali pred džipom, so povedali, da je vse potekalo lepo in tekoče. Vse do trenutka, ko se je pojavila Starka in zahtevala, naj pustijo tekstil pri miru. Vsakega modnega oblikovalca je nepričakovano obiskala. Vsakega napadla in oštela zaradi rokovanja s ponošenim kosom oblačila. V vsakem kosu tekstila je ostalo nekaj duše tistega, ki jo je nosil, je povedala Patriku, ki se je z njo zapletel v buren prepir. Vsi pokojniki se ne bi strinjali, da kradete njihove obleke, je še dodala makedonsko odrezavo. Toda tudi Patriku se je Starka udrla v tla, nastal je velik nič po njenem prihodu in tudi njega je gledal obraz makedonske zemlje. Vsi so se na svoj način pretreseni zbasali v džip in z veliko škatlo ponošenega vaškega tekstila odbrzeli po dotrajanem kolovozu v naselje. Za tretjim ovinkom pa džipu ni uspelo prevoziti zavoja, zakaj šofer je bil mlad in rosen. Džip je zadel v veliko obcestno skalo in se nagnil nad prepad. Ko so se oblikovalci tekstila uspeli na previden način izbobacati iz vozila, je prazen džip zdrsel v globočino prepada. Iskre so se delale, ko je džip zadeval ob razčepirjene skale, dokler ga ni razneslo tik nad azurno reko, ki je v svojih modro-zelenih vrtincih brzela skozi skalnato pokrajino. Strašno je počilo in goreči džip je tonil v vodo. Škatlo tekstila je veter Sari iztrgal iz rok in obleke za predelavo so poletele v nebo. Pričele so kriliti kakor ptice v karmin ožarjenega neba, ki je napovedoval prvi mrak. Ustvarile so velik krog, ki se je vrtel
če dalje hitreje. Na vzpetini pred zapuščeno vasjo se je ponovno pojavila starka in nekaj vpila oblikovalcem, ki so gledali zdaj vrteči krog oblek na nebu, zdaj starko, ki je togotno udarjala s palico v peščena tla na vzpetini in ustvarjala droben peščen oblak. Obleke so se vrtele vse hitreje, dokler se na nebu niso pojavile mlečne človeške roke. Vsak par rok je pograbil kos tekstila, potem je celoten prizor z vrtečimi ponošenimi oblekami izginil, kakor da niso obstajale niti za en sam srčni utrip na zemlji. Mi smo si vse skupaj predstavljali bolj praktično. Pričakala pa nas je ta dihjemajoča fantazija, je Patrik kasneje pojasnjeval policistu, ki je nejeverno gledal zdaj njega, zdaj Saro in ostale v ekipi, ki si bodo ta obisk zapuščene vasi zapomnili za zmeraj. V teh oblekah je bilo precej jeze, ki se je sprostila na ta način. Je Sara poskušala osmisliti vse skupaj. Zgodbe oblikovalcev resni časopisi niso objavili. Drugače pa se je prigoda odrezala v rumenem tisku.